Ocena je, da je potrebno javno porabo nujno uskladiti z realnostjo. Vemo, v kakšni situaciji se je danes Slovenija oziroma slovensko gospodarstvo nahaja. Slovenija, zadolževanje je krepko preseglo neko realnost in nujni so ukrepi, na osnovi katerih bomo seveda delali na tem, da se bodo javne finance uravnotežile. Predvsem iz smisla odhodkovnega dela, na drugi strani pa tudi iz smisla prihodkov. Sam ocenjujem zelo pozitivno sprejetje 3 zakonov v torek, ki bodo na neki strani slovensko gospodarstvo ponovno naredili konkurenčno in pa izboljšali poslovno okolje. To je za prihodkovno stran. Ocenjujemo, da bi lahko z temi zakoni učinek bil približno 1% rast BDP-ja in pa znižanje brezposelnosti za 0,5%. Ocenjujemo, da so ukrepi nujno potrebni. Da veliko govora je bilo tudi v drugih predlogih z uvedbo povešanja stopnje DDV-ja. Ocena je, da je potrebno tako za standard državljank kot državljanov Slovenije boljše sprejeti prej druge ukrepe in da dvig DDV-ja bi bilo lahko skrajni ukrep. Vemo, da posledica dviga DDV-ja prinaša kar nekaj negativnih posledic. Predvsem je to davek, ki je enakomerno porazdeljen med tisti, ki imajo višje in pa nižje prihodke, in pa neke ocene, ki so bile v javnosti dane, da glede na stanje, v katerem se Slovenija nahaja, da dvig DDV-ja za 1 ali pa 2 odstotne točke ne bi bil dovolj. Slovenija bi z dvigom DDV-ja tudi izgubila na konkurenčnosti, podražilo bi se, bi rekel, da čez noč vse življenje. Predvsem pa tudi je potrebno vzeti v obzir, da verjetno tisti z višjimi prihodki bi se potem odločili za nakupe v sosednjih državah. Potrebno je tudi poudariti to, da je do sedaj v Sloveniji samo en segment nosil breme te krize in da je to neupravičeno in da je to predvsem gospodarstvo. In zavedati se je potrebno, da brez konkurenčnega gospodarstva tudi ne moremo pričakovati pravične socialne politike.